Gospod minister, kako gledate na teh 35 milijonov, ki se jih bo zdaj razdelilo na določena področja, glede na to, da se je ta sistem spremljanja čakalnih dob spremenil od prej in ni več primerljiv? Se vam zdi to v redu v tem trenutku, glede na to, da trenutnih podatkov ne moremo primerjati s prejšnjimi? Podatkov res ne moremo primerjati, samo podatki so samo razdrobljeni. Prav natančno vemo, kje so predolge čakalne dobe in mislim, da bo denar potrebno usmeriti tja. Najti izvajalce, ki so to pripravljeni narediti in v čim večji možni meri do konca leta to realizirati. Mislim, da lahko svojo finančno situacijo izvajalci popravijo tudi tako, da konkurirajo za ta denar in s tem dvignejo svoje prihodke. Kako bo ta sistem tekel, pravite, konkurirajo za ta denar? Kako bo to šlo? To gre tako kot običajno preko splošnega dogovora, za katerega bomo poskrbeli, da bo hitro sprejet, da se ne bo vlekel do konca leta. Ljudje bodo že natančno naprej vedeli, kaj se bo skrajševalo in tiste stvari bodo plačane. Če ne bodo mogli recimo javni zavodi vsega opraviti, kako hitro bo to sploh znano, recimo, kajti leto je kratko, ne? Leto je kratko, mene čudi, da že prej niso na zalogo opravili teh storitev. Ja, od konca septembra lahko zmanjšaš količino storitev, če imaš 10% viška. In kompletnemu sektorju, se pravi vsi, ki so tudi koncesionarji, bojo lahko dvigovali program, ker je tako tudi formula naštimana, 20% preseganja nad planom. Po vašem mnenju je... Da bi se ta denar prenesel naslednje leto, se pravi toliko, kot ga zdaj ne bo porabljenega od teh 35 milijonov, da bi se prenesel, potem bo tako sprejet. Ostanek denarja je možno prenesti v naslednjo leto in v tistem letu ustrezno povečati program. Kot sem dejal, cilj je skrajševanje čakalnih dob, ljudje ne smejo čakati.